ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. V državnem zboru se vladna koalicija že nekaj časa pripravlja na sprejetje zakona, ki ukinja protikorupcijsko komisijo. Če bo sprejet, nameravajo zares o njem predlagati naknadni zakonodajni referendum. Kot je pojasnil Matej Lahovnik, bi referendum izvedli skupaj z državnozborskimi volitvami. Hitrostno branje. Zakon o referendumu jasno določa, da lahko 2/3 navzočih poslancev sklenejo, da se datum referenduma tudi zamakne, in v tem primeru verjamemo, da je vladajoča koalicija toliko pogumna, da bo to sprejela. Ne nazadnje, če res verjamejo v to, da je tako potrebno ukiniti protikorupcijsko komisijo, potem bi bilo zelo nenavadno, če bi se izogibali temu, da se tudi na dan volitev vpraša ljudi o tem, kaj v tej stvari pravzaprav mislijo. Literarni nokturno številka 1. Tuljenje v luno. Izgubljeni popotnik otrplo stoji. Jan Bratina. Socialni demokrati pozivajo vlado, naj prepreči prodajo pozavarovalnice Sava institucionalnim lastnikom in prodale del namenjen malim delničarjem. Milan Martin Cvikl meni, da obstaja velika verjetnost, da bi morebitni institucionalni lastniki svoje deleže odprodali. Pozavarovalnica pa bi čez čas postala navadna podružnica. Poznano je, da je pozavarovalnica Sava ena najboljših naložb v slovenski odškodninski družbi in slovenska odškodninska družba očitno mora hitro prodati pozavarovalnico Sava, ker se pospešeno v volilnem letu izplačuje denacionalizacijske obveznosti. Danes je kljub težavam z registracijo imena izšel tednik Reporter. Odgovorni urednik Silvester Šurla nam je povedal tudi, ali bi sprejeli oglaševanje pivovarne Laško. Z veseljem. Mi smo vsakega oglasa veseli. Ni važno, od kje pride. Denar ne smrti. Literarni nokturno številka 2. Vam po klobasah, speča čakalnica, sili me k begu. Natalija Gajšek. Slavoj Žižek je predaval na 8. letni konferenci z področja menedžmenta, ki je potekala prejšnji teden v Ljubljani in na Bledu. Maturantje so v številnih slovenskih in tujih mestih s plesanjem četvorke spet postavljali nov svetovni rekord. V Ljubljani se je zabava nadaljevala na Gospodarskem razstavišču. Ja. Angleška veriga. Koliko mislite, da imate promilov v krvi v tem trenutku? Noč. Vsaj 1,5, vsaj! Ne pijem. Redu. Koliko pa si že spil danes, če tako še se spomniš odbližno? Veliko vodke pa par perov, veliko. Oznanilci katastrofe, komentar dneva Peter Božič. Pred nekaj dnevi smo dobili vest, da program 6 povezanih mest za Evropsko prestolnico kulture 2012, ki ga je izbrala komisija pri Ministrstvu za kulturo, že v prvi fazi sprejemanja v Evropski uniji ni dobil zelene luči. Ministrstvo za kulturo o tem ni dajalo javnosti nobenih podatkov. Kroži pa neuradna informacija, da gre za popravek. Komisija EU, ki sprejema predloge vladnih komisij posameznih držav, to je bilo že 16-tič, saj toliko prestolnic evropske kulture je že bilo, doslej s tem ni imela nobenih težav. Prvič se je zgodba zalomila pri nas s Simonitvijo odločitvijo, saj je bila komisija z njegove strani sestavljena tako, da se je vedelo, da Ljubljana nima nobene možnosti. Ko sem javno kar dvakrat
v žurnalu in v Mladini kritiziral to odločitev Simonitijeve komisije, čež da je ravnala nestrokovno, sem dobil odgovor, da je moje stališče pristransko, ker naš, torej ljubljanski program ni bil izbran. Sem podpredsednik največje evropske kulturne mreže Le Rencontre. Naš board se je sestajal vsako leto v tistem času, ko so imela izbrana evropska mesta mesec kulturne prestolnice. Zato poznam vzorec, kako se pristopa k takemu programu na pamet. Moja kritika je bila, da je izbran mariborski program strokovno neustrezen, saj je seštevek 6 povprečnih kulturnih politik 6 mest, naprimer gradnja 6 kulturnih domov. In da se tak program pripravlja tako, da se najprej izbere cilje, vključivanje vse kulturne vsebine v najširšem pomenu besede in spočne 4-letni proces z nosilci, ki to razvijajo v več etapah do cilja. To, da gre za popravke, ni res, saj gre za v temelju zgrešena izhodišča. Je pa tako ravnanje tipično za to vlado. Tukaj ne bo ravno tako velike škode, čeprav je to blamaža velika, podobna kot je bila v Patrasu v Grčiji, ko programa niso izvedli. Toda iz tega se vidi, kaj ta vlada v svoji aroganci počenja tudi na drugih področjih. Naprimer, ko se prav tako ne drži pravil Evropske unije, saj ustvarja gospodarsko rast, beri inflacijo, samo z gradnjami in tako dalje, ki ne prenašajo nobene dodane vrednosti in ne za novo tehnologijo in na njej temelječem razvoju. Rezultat je 34 milijard evrov zunanjega dolga. Ali ni to znanilec katastrofe? Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Literarni nokturno številka 3 ali 4. Posoda jabolk stoji tam nekje. Kdo je? Ptica v krošnji. Suzana Fevš. 23. junija se v Križanke vrača hrvaška zasedba Jinx. Koncert je napovedala pevka Jaja. Jadranka, po domače. Ne, po domače je Jaja. Sad smo još bolji i sad smo se malo izalaufali i prosvirali smo puno koncerata, tako da bi trebalo biti odlično. Križanke, zato jer je prekrasan prostor, ambijent i naravno publika je odlična. Mislim da je to jedna od ljepših pozornica na kojoj smo svirali. V Ljubljani se je na svojih prvih informativnih dnevih predstavila Akademija, se slišal, ko mi je mail poslalo, Akademija za vizualne umetnosti, njen soustanovitelj in dekan je Pepi Sekulič. In naredili To je bil mail. Vzemamo britanski sistem, ki pač ima to že vsaj 10 let, ima te študije, interdisciplinarne likovne umetnosti, ki pravzaprav omogočajo študentom, da se znotraj lastnih aspiracij razvijajo in razvijajo projekte na način, ki je njim blizu. Čeprav se pa po drugi strani morajo soočati s temi čisto klasičnimi prvinami likovne umetnosti, kot je objektivno risanje, objektivno slikanje, objektivno modeliranje. V ljubljanskem Šentjakobskem gledališču in na Metelkovi se bodo v okviru projekta Euroglobe do 24. maja odvijali brezplačni dogodki, ki bodo zapolnili ljubljanske odre z gledališčem, političnimi razpravami, a to je še vedno kultura, glasbo in poezijo. Koordinator projekta v Sloveniji Peter Matjašič. Poanta je izmenjava izkušenj, izmenjava mnenj, bodi si znotraj enega lokalnega prostora, kot je Ljubljana, in hkrati čez meja naše države in po celotni Evropi, kar se bo nadaljevalo seveda kasneje tudi, ko bo Euroglobe se predstavil v Francijo in kasneje na Češko. Še vreme.
Sneg na naši hiški je zasul celo zelena okna. Slađena Vidakovič. Iz ljubljanskega studia 136. To so bile Vesti na vesti in literarni nokturni 1, 2, 3, 4 in 5. Ostanite še naprej z nami.